ki ga v sodelovanju gostimo Klub zdravljenih alkoholikov Brežice in Knjižnica Brežice. Naša naveza se je skozi leta lepo razvijala in tako je današnje predavanje že 11. zapovrstjo v zadnjih 5 letih. Vse skozi za širšo javnost pripravljamo raznolike tematike in veseli nas, da vas je nagovorila tudi tokratna. Bachovo cvetno terapijo in njeno pomoč v čustvenih stiskah bomo spoznavali s psihologinjo in prevajalko Ireno Roglič-Korunenko. Dobrodošla. Irena, ki se že 2 desetletji ukvarja z izbrano temo predavanja, je v Ljubljani ustanovila Inštitut za Bachovo cvetno terapijo, psihično pomoč in umetnostno terapijo. Ljudem pripravlja Bachove kapljice, na celoletnih seminarjih pa izobražuje Bachove cvetne pomočnike. Vodi cvetne delavnice ter plese v krogu za Bachove cvetove, prevaja in piše knjige s tovrstno tematiko. Na povabilu za današnje druženje smo vas pozdravili s fotografijo Betlehemske zvezde. To je cvet tolažbe. V nadaljevanju pa bomo videli in spoznali še mnoge zdravilne cvetove, njihov pomen in uporabo. Irena, predlagam, da začnemo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni skupaj. Tako bomo spoznali še ostale Bachove cvetove, Bachove esence. Vseh skupaj je 39 različnih stekleničk. Z možem Igorjem, ki je z mano v preteklih letih sama pripravila vse cvetne pripravke. Energija Bachovih cvetov doživljamo v kapljicah, lahko tudi v umetniških predelavah. Ena takih so pesmi za Bachove cvetove in plesi za Bachove cvetove. Z Igorjem bova predstavila esenco svišča, encijana, in sicer v pesmi za encijan, tako da boste takoj začeli z uživanjem Bachovih esenc, tokrat ne v kapljicah, ampak energijsko v glasbi in ritmu. Esenca encijana nam vrača zaupanje v težkih življenjskih situacijah. Ko smo izgubili zaupanje nase, morda tudi zaupanje druge, ali pa celo na splošno v življenje. Ko uživamo Bachove kapljice encijana, ali pa doživljamo energijo encijana, na drug način, tokrat v pesmi, nam encijan prinaša zavest, da nam življenje tudi s težkimi dogodki ne želi metati polen pod noge, ampak nam v bistvu samo nudi situacije za učenje in nam omogoča naš naslednji korak v življenju. Rad potuj težke roke, a zaman se trudim spet. Nič ni bolje, če ustrajam, ne želim si več živeti. Kaj pomaga, če poskusim
mu prinese drobni cvet. Hvala stvarstvu za življenje, oj, kako je lep ta svet. Zelo sem vesela, da vam danes lahko predstavim Bachovo spletno terapijo Bachove kapljice. To je preprosta, naravna pomoč v čustvenih stiskah, povsem brez stranskih učinkov. Lahko jo uporabljamo hkrati z vsemi drugimi vrstami pomoči. S klasično medicinsko in farmacevtsko pomočjo, pa tudi vsemi alternativnimi oblikami pomoči. Ni nam treba skrbeti, da bi bilo karkoli narobe. Bachove kapljice nam lahko samo pomagajo. Kako delujejo pripravki? Delujejo s pomočjo informacije, ki se prenaša po vodi. Potem je Bachova cvetna terapija podobna homeopatiji, vendar brez prve negativne reakcije, ki pri homeopatiji pove, da smo izbrali pravi priprave. Pri Bachovi cvetni terapiji tega običajno ni. Že takoj nas kapljice potolažijo in nam naše čustveno stanje olajšajo. Rekla bi, da so najnežnejša oblika pomoči. Primerne so tako za odrasle, kot tudi za otroke in tudi za živali in rastline jih s pridom uporabljamo. Edward Bach je bil angleški zdravnik, letnici rojstva in smrti sta 1886 in 1936. Bil je bakteriolog, imunolog in je bil kot zdravnik izredno uspešen. Ukvarjal se tudi z znanstvenimi raziskavami. Stranski učinki zdravil dostikrat povzročijo več škode kot koristi. Farmacevtska zdravila pogosto odpravijo simptome, ampak ti se dostikrat vrnejo ali pa jih nadomestijo novi. Želja Edwarda Bacha je bila, da bi našel zdravilo, ki izključno zdravi in nima nobenih stranskih negativnih učinkov. Bil je prepričan, da bo takšno zdravilo našel v kraljestvu narave. Zato je zadnjih 7 let svojega življenja opustil uspešno prakso zdravnika v Londonu in svoje raziskovalno delo in se preselil na deželo in prehodil v Anglijo in Wales po dolgem in počez in iskal preproste rastlinice, ki bi ljudem pomagale. Bach je videl, da je treba zdraviti prave vzroke bolezni, ne pa samo preganjati simptome. Prave vzroke bolezni pa je videl v negativnih čustvenih stanjih. Čustva so nam dana kot nek smerokaz v življenju. Povedo nam, kje smo. Če je z nami veselje, potem mu naj sledimo in v našem življenju boste zdravje, sreča, zadovoljstvo. Če doživljamo negativne čustvene stanja,
strah, jezo, malodušje, obup, nemotiviranost. Potem tudi ta stanja nekaj povedo o tem, kje smo se znašli v življenju. In ne moremo jih preskočiti. Moramo se ustaviti ob njih in poskušati spremeniti situacijo, ki jih je povzročila. Se zgodi v življenju, da tega ne moremo, nočemo, nismo uspešni pri tem. Tedaj pa se ta čustvena stanja, če dolgo časa trajajo, prenesejo na telesno raven. Na telesni ravni kot bolečina, bolezen, pa so znaki nerazrešenih čustev tako neprijetni, da jih ne moremo več spregledati. Prisiljeni smo se z njimi ukvarjati. Bach je opazoval ljudi okrog sebe, njihove vzorce reagiranja in je zaznaval nekonstruktivna čustvena stanja. V naravi je iskal rastline, ki bi ta nekonstruktivna čustvena stanja pomagala uravnovesiti. In res je našel rastlinice, ki nam pri tem lahko pomagajo. V naravi je našel 37 cvetov, grmov, dreves, rož. 38. esenca je bila studenčnica, voda iz izvira, pripravljena na enak način kot esence cvetov rastlin. 39. steklenička v njegovem kompletu pa so tako imenovane rešilne kapljice ali rešilno zdravilo oziroma rescue remedy. Edini pripravek iz več esenc, ki ga je sam pripravil za hitro pomoč, kadar se ne moremo ukvarjati s svojim stanjem, ampak v bistvu samo gasimo požar. Betlehemska zvezda, tudi v rešilnih kapljicah je esenca, ki nam pomaga predelati travme, bolečine, vse tisto, kar se nam je hudega zgodilo v življenju. Pred hudimi stvarmi smo se v življenju bili prisiljeni zaščititi. Včasih pride do tako hudih travm, da se v bistvu zapremo pred sprejemanjem novega. Betlehemska zvezda celi čustvene rane izgube. Pomaga nam celo takrat, kadar so se travme zgodile v daljni preteklosti, mladosti, otroštvu, rojstvu, pred rojstvom, se pravi tam, kamor naš spomin ne seže. Tukaj imamo sporiš. Sporiš je esenca, ki nam pomaga pri prevelikem navdušenju. Z navdušenjem je vse v redu, ampak včasih v navdušenju pretiravamo na tak način, da hočemo vse okrog nas navdušiti za tisto, za kar smo mi navdušeni. Tako da nam esenca sporiša pomaga pri tisti zlati sredini, pri pravem navdušenju, ki se zaveda, da v bistvu za dobro stvari naredimo največ svojim tihim in mirnim zgledom, brez velikih besed, brez glasnega prepričevanja, ampak s preprosto mirnostjo, ki drugim dopušča njihov čas in njihove odločitve. Kaj je bilo glavno vodilo Edvarda Bacha pri iskanju cvetnih esenc?
Želel je, da nas cvetne esence podprejo od znotraj. To niso pripravki, ki bi nas usmerjali od zunaj, agresivno, ampak v bistvu pomagajo, da zaznamo resnico v sebi, ki je že ves čas z nami. Smo včasih se tega ne zavedamo. Pomagajo nam esence najti notranjo modrost, ki je vsakem izmed nas, če smo ji pripravljeni prisluhniti. Edward Bach je razmišljal, če stopi sugestija drugega človeka v naše življenje in ga usmerja, potem smo zašli svoje poti. Hkrati smo zašli s poti zdravja, zadovoljstva, sreče. In Bachove esence bi nam pomagale, da se na to pot spet vrnemo. Tudi bolezen za Edwarda Bacha ni nekaj, kar bi nas želelo končati, ampak je v bistvu opozorilo naše duše, da si z ravnanjem delamo škodo in nas dejansko bolezen želi opomniti, da ne svoje ravnanje spremenimo in se na ta način spet vrnemo na pot zdravja in zadovoljstva. Zdaj, vsaka esenca je za nek nekonstruktivni vzorec obnašanja, ki nam ga pomaga spremeniti v bolj konstruktivnega. Vsi ti vzorci so arhetipski, splošno človeški. Se pravi, vsi zdaj čutimo nelagodje kakega od teh vzorcev. Strah, jezo, ljubosumje. Je pa mogoče, da je nek vzorec za posameznika bolj značilen in pogostejši v njegovem življenju kot kak drug. Kako uživamo in izberemo Bachove kapljice? Za dolgoročno, globinsko, terapevtsko pomoč uživamo mešanice Bachovih kapljic. To je v bistvu že tretje rečenje kapljic. Razrečine jim rečemo, tudi osebne mešanice, individualne mešanice. Pri Bachu ni pripravkov za gripo, prehlad, za angino, za glavobol, ampak tudi ljudje za isto težavo, recimo glavobolom, bi dobili pri Bachu različne esence pod pomoč. Tisti, ki bi ga glavobol prestrašil, bi mogoče dobil krinka proti strahu. Nekdo drug, ki ostane zaradi težave z glavobolom, vas vznemirjen, nepotrpežljiv, bi morda dobil esenco, nedotike, ki pomaga razvijati potrpežljivost in blaži tudi bolečine. Spet tretji, ki bi v prehladu pa mogoče 40 stopinjam vročine še zmerom hodil na delo in rekel, jaz moram narediti, kar sem obljubil, bi mogoče dobil esenco hrasta. Hrast pomaga ljudem, ki so zelo nepopustljivi do sebe, ki nikoli ne priznajo, da so bolni, in se na ta način, da bolni delajo in si ne odpuščajo, prizadenejo veliko škode. Se pravi, vsak se na svojo težavo, tudi telesno, drugače odziva in glede na to bi mu izbrali različne esence. Na trgu je seveda vse več pripravkov za čisto konkretno težavo. To je v bistvu tisto, kar prodajalec najlažje proda in kjer
ni treba nikamor, ni se nam treba razkrivati, ne pred sabo, ne pred drugim, stegovske police vzamemo, nek priprave, da pijemo in vse uredil. Temu žal ni tako. Mešanice, osebne mešanice, bakovih kapljic so zmerom boljše. Čeprav imamo v kompletu kapljic samo 39 različnih pripravkov, imamo v bistvu zelo veliko možnosti osebnih mešanic. Če mešamo v steklenički 1 do 7 pripravkov, kar ponavadi naredimo, imamo 15 milijonov različnih možnosti mešanic. Se pravi, vsak človek dobi svojo mešanico. Bach, se pravi omenila, je ustvaril eno samo naprej pripravljeno mešanico. In sicer za izredno težka stanja, telesna ali pa tudi duševna, kjer v bistvu ni časa, da bi razmišljali, kaj nekdo potrebuje, niti ni časa, da bi te stekleničke pretakali in mešali, ampak dejansko dostikrat rešujejo življenje. Rešilne kapljice seveda niso namesto zdravniške pomoči, prve pomoči, kadar jo potrebujemo, vendar dostikrat pomagajo ljudem, da sploh lahko počakajo na njo. Rešilne kapljice so sestavljene iz 5 zelo učinkovitih esenc, iz čaščevine slive, ki deluje proti močnim čustvenim stanjem, ko se nam zdi, da nas bodo premočna čustva pripeljala do tega, da bomo mogoče naredili nekaj, česar sploh ne bi hotel, ali pa imamo občutek, da zgubljamo razum. Potem je v mešanici rešilnih kapljic Slobod. Slobod nas prizemljuje, nas drži tukaj in zdaj, to besedno v rešilnih kapljicah, kar nam pomaga, da ne pademo v nezavest. Ne dotikajo v rešilnih kapljicah za močno čustveno vznemirjenost, izredno blažilno deluje tudi pri hudih bolečinah. Potem je v rešilnih kapljicah Popon ali z lepim slovenskim imenom Sončece, ki deluje proti najhujši obliki strahu, proti grozi, paniki in nas v bistvu v izredno težki situaciji nam pomaga, da delujemo skladno situacijo, da ne izgubimo razuma, ampak da naredimo tisto, kar je situaciji primerno. In, kot sem že prej omenila, v rešilnih kapljicah je tudi Betlehemska zvezda, ki pomaga predelati najhujše travme, bolečine in je dostikrat potrebna tudi zato, da nas toliko odpre, da Bachove kapljice sploh lahko delujejo, da nam sploh lahko začnejo pomagati. Seveda delujejo Bachove kapljice in tako tudi rešilne kapljice zelo individualno, tako da nikoli ne moramo točno reči, kako bodo pri nekom delovale. Tisti, ki pomisli, da bi si pomagal z njimi, pa mislim, da ima tudi možnost, da mu vsaj nekoliko pomagajo. Seveda pa nikoli z njimi nikogar ne silimo. Če bi pripravljali osebne mešanice ljudem, proti njihovi volji v bistvu posegali v njih, to ne bi bilo etično in bi vse skupaj samo škodovalo. Težko si predstavljati, da bi samo pili Bachove kapljice, na to pa razmišljali, tako kot smo prej, čustovali, tako kot smo prej, delovali, tako kot smo prej, kapljice pa bi nas uredile. Spravi, kapljice nas zmerom motivirajo za aktivnost, za spremembo, za spoznavanje svojega stanja, prinašajo nam upanje, več motiviranosti za iskanje zdravih poti v življenju, za iskanje radosti v življenju.
imamo Bachove kapljice. Ponavadi dobimo osebno mešanico razrečino, kapljice se izberejo glede na to, v katerem negativnem čustvenem stanju smo, se pravi, ne izberemo si jih ali sami ali pomočnik, glede na to, kaj bi želeli biti, ampak glede na to, kjer čutimo eno pomanjkljivost. Ker dokler ne začutimo, da bi želeli nekje kaj spremeniti, to spremembe tudi ne more priti. Če se nam zdi, da je vse v redu, potem zakaj bi se spreminjali. Se pravi, tisti mitos, ko me nekaj začne moditi, recimo to, da sem zmerom pesimistična, ali to, da sem preveč prestrašena, ali to, da sem kar naprej jezna, ko to začutenje trenutek, ki je v bistvu trenutek primeren za praznovanje. V bistvu je to predpogoj, da začnemo stvari spreminjati na bolje. Bach je zelo poudaril, da se ne tistega, kar nas moti pri sebi, ne lotimo z ognjem in mečem in želimo pokončati, ampak zelo prijazno. Tako da Bachove cvetne esence so način pomoči, ki nas v bistvu uči biti potrpežljiv s sabo, ljubeč s sabo in mislim, da je to tisto, kar potrebujemo za spremembo. Se pravi, najprej moramo sami sebe sprejeti, potem lahko tudi sebe spreminjamo. In tudi za druge velja točno isto. Če nekdo čuti, da je nekje sprejet in ni obsojan, potem se lahko spreminja. Mogoče bi zdaj se spet vrnili k rešilnim kapljicam. Se pravi, rešilne kapljice so tisto zdravilo, tisti pripravek, s katerim večina ljudi dobi prve izkušnje, prve zelo pozitivne izkušnje, kjer verjetno ni možno trditi, da delujejo, ker dejansko v trenutku delujejo. Pred nekim nastopom, ko imamo tremo, vzamemo neposredno pred tem in nam odleže. Tako da so zelo popularne in tudi tisti, ki še ne pomislijo, da bi uživali Bachove kapljice, obliki razrečine, pa zelo pogosto sežejo po kapljicah, mogoče tudi tisti, ki pravijo, da tega ne bodo, ampak še to stekleničko imajo in se potem zgodi ena težja situacija, si pomagajo. Tako da mi bom poskušala začutiti tudi energije Bachovih rešilnih kapljic in sicer spet v glasbi. Zdaj Bachovi cvetovi so Igorja tako prevzeli, da je besedila za cvetove napisal sam, drugače glasba latvijska, koreografije za plese, ki tudi plešemo v Ljubljani v Bachovem inštitutu, je ustvarila Latvijka Anastasija Pink. Glasba je večinoma tudi na latvijskem iz drugih balskih dežel. Do zdaj ni bilo besedil, ki bi se povezovala s poročilom cveta. Igor je ustvaril vsa besedila za cvetove in priredbe, za kitaro, tako da v bistvu imamo nekaj čisto novega. Pridi k nam.
dotike ustaviti misli, s robom te vrne tukaj in zdaj. Dekle, kje si to lažni, zvezda je odrešeni, popoln pa ve, da smrti ni, spoznaš, da Bog si ti. Življenje še pred tabo je, ne obupaj zdaj. Popij rešilne kapljice, pridi k nam nazaj. Odpri oči, poglej nebo, živeti je lepo. Prav vse še dobro bo, sprejmi Božjo roko. V imenu kluba zdravnika pokojnika Brežice in v imenu knjižnice Brežice se vam Irena in tudi vam Igor iskreno zahvaljujem za to prijetno današnje druženje. Vas, drage obiskovalke, dragi obiskovalci, vabim, da zastavite mogoče še kakšno vprašanje Ireni. Hkrati pa vas vabim, da mogoče obogatite svojo domačo knjižnico s knjigami, ki so na voljo